Nocoj, kaj dogaja, gostimo človeka mnogih talentov. Je radijski voditelj in televizijski voditelj, motivacijski govorec, pisec knjig. Mi pa smo ga danes povabili, ker je zadnje leto dni tudi vodja Romskega akademskega kluba. Z nami je Sandi Horvat. Sandi, živjo. Šukar Tomen Gresinov. Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer. Tako si rekel? Šukar Tomen Gresinov. Šukar Tomen Gresinov. Tomen Gresinov. Kaj bi mogel jaz odgovoriti potem? Enako lahko. Aha. Šukar Tomen Gresinov. Pa sva prav. Ja. Smo se pozdravili. Jaz bom mogla še malo povadati. Sandi, 8. aprila po vsem svetu praznujemo Svetovni dan Romov. Kako ga praznujemo v Sloveniji? V bistvu se že skozi cel teden dogaja veliko, ampak nekako imamo tisti vrhunec tedna z osrednjo prireditvijo v Murski Soboti, ampak je kar lepo število različnih kulturnih dogodkov, veliko se pleše, veliko se ne samo da kaže, ampak tudi na ta način ohranja romska kultura in jezik, kar je zelo pomembno. A se mladi Romi vedno bolj povezujejo z romsko kulturo ali vedno manj? Vedno manj. In Zakaj? to je dejansko posledica vključevanja, asimilacije Romov skozi desetletja. Da nekako s tem, bolj kot smo skrivali romsko kulturo, bolj smo bili sprejeti strani večinskega naroda, sedaj pa opažamo, da kultura izginja in bi jo morali še bolj ohraniti. Tako da je čuden paradoks na nek način. Kako je bilo pa pred tebi, ti si odraščal v Kranjski Gori, potem pa si se v najstniških letih preselil v Prekmurje v romsko skupnost. Kako je bilo to? S tem, da je treba poudariti, da ko sem še živel v Kranjski Gori, nisem vedel, da sem tudi Rom, tako da je bila tista ena mini bomba vržena na mene, ko smo se preselili v romsko naselje, ne. Ja, nič, takrat začneš dvomiti, iskati svojo identiteto, kdo si, kaj si. Jaz takrat nisem razmišljal o Romih, ampak zelo stereotipno o ciganih, ker dokler ne poznaš svojega porekla, ne raziščeš tega pojma, sploh ne veš, kdo so Romi oziroma kdo smo Romi, ne. Tako da je bilo, danes lahko rečem, da je bilo zanimivo, ne, ampak takrat niti najmanj. Šok je bil zakaj? Mislim, Ko 13 let najprej živiš v prepričanju, da si Slovenec, vsi Romi smo najprej državljani Slovenije, najprej, ne, treba povedati. In potem pride ta stereotipna oznaka in če pred 13 letih ne veš drugega kot samo stereotipna prepričanja o Romih in se začneš enačiti s tem, da to jaz nisem. Jaz pač ne ustrezam vseh stereotipom, se izobražujem, sem pameten na nek način, ne. Kdo pol sem jaz? In pol dejansko začneš raziskovati svojo zgodovino in vidiš, da to ni nič slabega, da imaš praktično kulturo na kvadrat. Ja, kako pa zdaj izgledajo romska naselja v Prekmurju? Ne? To so zelo urejena naselja, to je, ne? Orang, zakaj? Delajo tudi v Avstriji, ker so boljše plače? Ali? Se v bistvu ne delajo samo Romi, ne v tujini, tudi veliko ne Romov iz Prekmurja. Seveda, ja. V Avstriji pač boljše življenje, večje plače, seveda, ne. In ne vem, vsak poprečen obiskovalec naselja ne bi navzven rekel, aha, to pa je zdaj romsko naselje, ker se nič ne razlikuje od ostalih naselij. Tako da navzven, kar se tiče izgleda, smo zliti z okoljem. Si pa tudi predsednik Romskega akademskega kluba, kjer vodiš motivacijske delavnice na šolah in za brezposelne. Kaj učiš na teh delavnicah oziroma učite? V bistvu je nekako vedno prioriteta našega društva izpostavljati pomen izobraževanja za Rome in Sinte. V Sloveniji imamo tudi sinjsko skupnost in pač na podlagi osebne zgodbe, kaj je meni izobrazba prinesla. Da sem dejansko pretrgal tisti začaran krog, tudi pač živeli smo pod pragom revščine in da lahko s pomočjo izobrazbe dosežeš vse, kar si želiš, ne. Tako da dejansko nekako skozi svojo osebno zgodbo poskušam motivirati tudi ostale Rome po Sloveniji. O romski kulturi si napisal tudi nekaj knjig, ne? Oziroma prvenc je bil menda na seznamu tudi domačega branja na Hrvaškem. Ja, in tudi na Madžarskem. Tudi na Madžarskem? Ja, tudi na Madžarskem. Zdaj bo v Sloveniji? V Sloveniji mislim, da so tudi srednje šole imele nekaj teh knjig za domače branje oziroma obvezno branje, ampak ja, na Hrvaškem je bil dejansko mini boom, če lahko temu tako rečemo. In upam, da bo tudi naslednja, ki izide 15. maja, tako da bomo videli. 15. maja, kaj izide pri nas in bo tudi na Hrvaškem? Delamo na tem. V čim več evropskih držav, ker mislim, da bi tovrstna knjiga bila dobrodošla tudi učiteljem, ki delajo recimo z Romi, da se malce te predsodke in stereotipi razblinijo, če se le da. Kako pa ti osebno praznuješ 8. april? Je kaj posebnega?
Pri tebi? Delovno. Ti pa delovno. Delovno, ker ravno na 8. aprila je na sporedu romska radijska oddaja Naše poti, tako da je zelo delovno, tako da ni nič praznično. No. Ni nič, pa je pol čakaš, da mine ta teden. In da Jaz bom imel praznik teden po. Ti boš imel praznik teden po. Sandi, najlepša hvala za obisk v studiu. Želiva ti še veliko uspešnih delavnic in da zmotiviraš čim več mladih po Sloveniji in drugod, očitno na Madžarskem in na Hrvaškem. Pa čim več ustvarjalne energije. Ja. Pa rekera v to menge.